Prihodnost krščanstva v Evropi in pri nas. To je eno predavanje, ki sem ga pred 2 letoma naredil za našo dekanijo, Nova cerkev. Smo imeli eno dekanijsko srečanje in sem ga takrat pripravil. Potem sem ga pa popravil in dopolnil in tako aktualiziral in še ga zdaj imam tu pa tam, ko me povabijo. Začenjamo za tole podobo. To je bilo slikano lani začetek oktobra, konec januarja v Dobovi. Če lepo vidite, še bolj v mene usmeri to svetlobo, da bodo ljudje videli tak, da ne bo tako preveč osvetljena platno. Evo tak. Torej, v Dobovi in prikazuje tiste prve kolone beguncev, ki so takrat pridrle preko Sotle in dobesedno preplavile polja tam okrog, in takrat smo se začeli zavedati velikih sprememb v svetu, v Evropi in v Sloveniji. Sprememb demografskih, kulturnih, verskih, ki se nam obetajo. In smo se začeli tudi bolj spraševati, torej, kaj bo z nami, tako kot je tu vidite, ta množica beguncev, kar zaobjame to kapelo. In ti begunci večinoma seveda so muslimanske veroizpovedi. Torej, prihodnost krščanstva. Kaj se dogaja s krščanstvom v začetku 21. stoletja? Tako na kratko bomo preleteli svet in si pogledali stvari. Najprej Amerika. Amerika, lahko komot rečemo, to je kontinent, kjer krščanstvo vztraja, ne popušča. Čeprav sem zdaj bral par dni nazaj ene podatke, da tudi v ZDA se tak čisto narahlo sekularizacija evropskega tipa vendarle jača, se pravi, da ljudje grejo manj k maši ali pa da ne verujejo, ne dajo na cerkev. Vendar v primerjavi z Evropo Amerika ne taka velike verske krize, kot ima Evropa, nima. So ene države v ZDA, mislim, da je Mississippi država, za 62% obisk nedeljskega obreda. Mississippi. Mississippi, Mariborčani poznate, tam je en od metalne žerjav noter padel, ko je metalna postavljala žerjav takrat pred 20 leti. Torej, in kakšno krščanstvo, poleg tradicionalnih krščanskih skupin, katolištva, protestantska in vseh tistih skupin, ki so jih prinesli s sabo priseljenci, je tudi ta novi tip krščanstva, ki ga imenujemo evangelikalsko krščanstvo. To gre bolj neki protestantski tip, ampak tako zelo prepričano, močno in tudi zelo slavilno usmerjeno, tako kot pri nas, recimo, karizmatiki. In to je ena taka slika, ko vidimo tole eno srečanje takega evangelikalskega, slavilnega, binkošnjega krščanstva. Dvorana, v kateri se poje in se slavi Boga. Tudi politično Amerika, še vedno predsednik prisega na svetopismo in zaenkrat, pa to se lahko spremeni, bi eden, ki bi rekel, da je ateist, težko zmagal na volitvah za predsednika. Čeprav tudi tam v Ameriki zdaj vprašanje vere več ni tako pomembno. V Ameriki tudi rečejo, da cerkev in država sta ločena, tako kot v Evropi. Bog in država pa nista ločena. Amerika, torej tisto staro, en Bog, ena nacija. Ena nacija pod enim Bogom. To neko pojmovanje. In tudi na dolarju imajo napisano, v Boga zaupamo. Če bi v Sloveniji bilo na kakem našem bankovcu napisano, v Boga zaupamo, eni sploh v roke ne bi hteli prijetne gnarja. Afrika, napredovanje krščanstva. Mi smo malo odraščali še v tistih časih, ko smo si predstavljali Afriko, misionarji gredo tja v neko džunglo in tam so črnčki s tistimi kravžami lasi, pa s kostjo v glavi. In misionar pride in začne tam vodnjak graditi in potem počasi oznanjati evangelij. No, to je romantična podoba, zdaj že izginja. Sever Afrike je muslimanski, jug je krščanski. In afriško krščanstvo je že veliko bolj vitalno, kot je naše evropsko. Čeprav smo še 50 let nazaj z velikim zanosom
pošiljali misionarje v Afriko, danes o Afriki kot o neki poganski deželi več ne moremo govoriti. Afrika predstavlja eno res lepo in veličastno zgodbo o napredovanju, razvoju krščanstva v zadnjem času. In zdaj že imamo, kot se sami veste, tudi v Avstriji čez mejo že lahko srečate duhovnike črnce, ki pridejo iz Afrike službovati sem. In tu je tudi ena taka lepa slika afriških ministrantov, to so anglikanski ministranti, Zulu črnci, in vidite, imajo v rokih takele metlice ali kaj bi rekel, neke take plesne, ki izhajajo z njihovih tistih poganskih časov, ne, ampak to so lepo integrirali v krščanstvo, ki so ga sprejeli. In v Afriki imate dežele, recimo Uganda, ne, dežela, ki je hotela v svojo ustavo zapisati, da je krščanska. Tako daleč so že šli, ne. Tako da je potem so Združene države Amerike pisale Vatikanu, naj posreduje v Ugandi, da ne bodo v ustavo zapisali, da so krščanska država, ker pač država mora biti za vse religije enaka in mora biti sekularna, ne. Tako je eno pravilo. To vemo, da so ZDA pisale depešo Vatikanu glede Ugande, ker so razkrili v tistem Wikileaksu, ne, takrat tiste depeše. Azija, napredovanje krščanstva. Za razliko od Afrike, v Aziji ne moremo govoriti o veliki krščanski zgodbi, ker je le mogoče 3% Azijcev, mogoče kaj več, je kristjanov, ne. Ampak napredujejo, ne stagnirajo, ne izumirajo, rastejo. To je slika, fotografija, ko je bil papež Frančišek na Filipinih in tisti dan se je zbralo, reci piši, 6 milijonov ljudi pri maši. In to je tisto, ko gredo k maši prek nekega zaliva, gledajte, koliko jih je. Ne? Filipinci, takrat je nastala ta fotografija. Ampak Filipini so pač že stoletja krščanska dežela, ne? Imamo pa zelo zanimive zgodbe o napredovanju krščanstva tudi tam, kjer si bi ne predstavljali, recimo Vietnam, recimo nekateri otoki v Indoneziji, ki je pač glavne muslimanska, ampak nekateri otoki so krščanski. Otok Flores, recimo, tam sem imel enega svojega sobrata, duhovnika, on mi je razlagal, ne, njegovi predniki so še bili pogani, ampak oni so zdaj kristjani in kako krščanstvo napreduje. Ali pa Kitajska. Kitajska je ena zanimiva zgodba. Koliko je kristjanov na Kitajskem? Po kitajskem državnem štetju okrog 25 milijonov. Koliko jih je zares? Koliko jih je zares? Ne? Glede na razširjenost Svetega pisma pravijo tele bolj protestantske skupine, ki so zelo dobre v širjenju Svetega pisma, pravijo, da bi lahko bilo, pozor, na Kitajskem že do 200 milijonov ljudi, ki se jih je dotaknilo Sveto pismo. Ne? Pozor. Uroš Lipovšek je se javil enkrat v studiu ob 17. iz Pekinga, ta novinar, in je rekel takrat stavek, in to Uroš Lipovšek, torej novinar, profesionalnik, ne neki cerkveni poslanec na Kitajsko, ne, je rekel, v naslednjih desetletjih se lahko zgodi, da bo Kitajska država z največ kristjani na svetu. Pomislite. Kdo bi si to mislil 10 let nazaj? Ne? To je zelo zanimivo. Torej, in še bi lahko v Aziji, ali pa tudi sama Indija, recimo zgodbe v Indiji. Ne? V Indiji imate zdaj tudi neki strah pred krščanstvom, ki počasi napreduje. Celo tako, da ene hindujske skrajne politične skupine predlagajo, da bi se v Indiji ali pa v nekih zveznih državah Indije postavil zakon prepovedi spreobrnenja, da bi zaustavili zlasti te nižje sloje, ki se spreobračajo v krščanstvo. Torej, ni tako vse, veste, črno, kot se nam zdi, ne? Evropa, to pa preskočimo. Nimamo kaj dosti zapovedati. No, to pa je edini kontinent, kjer krščanstvo nazaduje. Mi smo v tej zgodbi. To je naša zgodba, ne?
Edini kontinent, kjer krščanstvo nazaduje, to je tudi ena podoba, ene cerkve, tako prazne v bistvu, kjer evangeličalski pastor stopi dol iz prižnice, da je bližje ljudem. Sem pa dal tudi vprašaj zraven res nazadovanje krščanstva, ker so pa tudi neki znaki, da pa krščanstvo vendarle ne pikira navzdol. Recimo v Rusiji v zadnjih 20 letih eksplozija samostanov in teoloških šol. Romunija, kjer sem prej med pridigo omenil Romunijo, kjer so eksperimentirali z družinami, ateizirali narod, Čaušesku, Romunija se kaže po statistikah kot najbolj verna država v Evropi. To se pravi za 96% vernostjo, se pravi, da verujejo v Boga, Romuni. Ena Slovaška, ni vera v krizi. Ali pa eni zanimivi podatki, ki so išli lani, jaz sem na svojem blogu pisal o njih, ko so naredili raziskavo. V Rimu, v mestu Rim, se povečuje obisk nedeljskih maš. Družine spet hodijo k maši v mestu Rim. To pač zaradi papeža Frančiška tudi, ta njegov učinek, ampak so neki trendi, ali pa določenih krščanskih običajev ljudje ne spustijo, čeprav k maši več ne hodijo, ali pa v cerkev. Krščanstvo ostaja kot neki ambient. Govorimo o razcerkvenjenem krščanstvu. Se pravi, da neko krščanstvo obstaja, ki pa več ni vezano na cerkev in na duhovnike, na te navade. In to razcerkvenjeno krščanstvo boste zdaj v nedeljo imeli tukaj v cerkvi, ko bodo prišli presmece prinesti, ali pa v soboto, ko bodo prišli žegnati. To je razcerkvenjeno krščanstvo. Živim malo po svoje, malo verjamem, malo ne, ali pa nič ne verjamem, ampak nekaj krščanskega pa držim. Šunku žegnano. Torej, kriza klasične pastorale, to gotovo lahko rečemo, da pa je kriza cerkve ali pa cerkvene pastorale na veliko koraka, to pa je jasno. Število duhovnikov je vse manj v Evropi, 60 let je povprečna starost v Sloveniji, če že ne 61, to sem jaz napisal 2 leti nazaj, 60, zdaj že lahko 61. Upadene pastoralne dejavnosti, manj veroukarja, mladinske skupine skoraj izginile, upadene sakramentalnega življenja, spoved, ljudje se manj spovedujejo, Evharistija in podobno. V Mariboru naj bi bilo še samo 2300 nedeljnikov. 2300. Se pravi, tisti, ki grejo, Mariborčani, ki greste vsako nedeljo k maši, ali pa vsako drugo. Ena Rogaška Slatina jih ima 1000 v nedeljo, ali pa več pri maši. Pa Rogaška Slatina precej manjša od Maribora. Maribor je gotovo ena v slovenskem oziru ena taka velika zgodba o sekularizaciji ali pa o opuščanju verskega življenja. Bolj kot Celje, primerljiva z Ljubljano, s tem, da pač Ljubljana ima bolj te intelektualnih elit, je več teh ateističnih elit, je tam več, ki obvladujejo sceno. Maribor je bil bolj delavski, bolj priseljeno, več teh ljudi tudi brez korenin se v Mariboru pojavilo ali pa da so se odcepili od podeželskega življenja, pa seveda tudi ta katastrofa z mariborskimi financami, ki ima nujno, škofijskimi financami, ki ima nujno neki negativni učinek na vero, pastoralo. To brez skrbi, da to povzroči neko depresijo v vernosti tudi. Prva frustracija tu v Evropi pri nas, naše krize, je to, da nismo sposobni prenašati vero na mlajše rodove. To bi rekel, to je prva frustracija. Ni toliko naš problem, še za enkrat z te strukture župnijske gor držati in to pa organizirati mašo pa veruk, kot to, da ne znamo več na mladi rod, nekak tisti prenos vere, se je ostalo. To, kar se je stoletja, kar samo po sebi dogajalo, oni so pili krščanstvo z materinim mlekom, pa zažganci so jedli krščansko vero, to ne gre tako. In ta prenos se je vstavil v družinah. Pri župnikih itak, ampak že pri družinah ne prenesemo
torej na mladi rod. In ta zid med torej evangelijem in mladim rodom teče skozi skoraj vsako katoliško družino v Sloveniji. To je zelo zanimivo. No? Sicer mladi še se vedno imajo v glavnem za pripadnike katoliške veroizpovedi. Leta 2010 še vedno 65% mladih. Ne? 2014 so tudi delali neko raziskavo, smo še vedno nad 60%, se jih ima za katoličane, strmo pa pada njihova obrednost in molitveno življenje. Tam pa komaj 2% mladih, če še hodi k maši. Ne? Smo v Evropi pred koncem nekega krščanstva, je konec ene zgodbe, ne? Tak zgleda. To je en škof, Alessandro Maggiolini, ki je napisal to knjigo, jo imam doma, Fine della nostra cristianità, se pravi konec našega krščanstva. To ni kar tak en škof, on je bil pisec katekizma katoliške cerkve, recimo, ne? Je bil strani italijanske škofovske konference v ekipi, ki je delala katekizem katoliške cerkve. Tako da je razgledan škof in tak. No in v tej knjigi on postavlja to tezo. Pravi, vsaj z vidika pastorale, torej smo že vse probali, da bi ljudi pritegnili, da bi jih nagovorili, da bi se jim približali, pa nič ni pomagalo. Sekularizacija, to oddaljevanje od verskega življenja je šlo naprej. Pozor, raje uporabljamo izraz sekularizacija, se pravi neko posvetjenje krščanstva, kot pa ateizacija, ker čistega ateizma je malo. Če govorimo, da ljudje več niso verni, še nismo rekli, da so ateisti. Večina ljudi je nekje vmes. Skočijo, kako skočijo, to so Slovenci, smo tak, ne? Preračunljivi. Skočimo iz cerkve in od Boga v stran, takle, ups, eno nogo pa pustimo zadaj, za vsak slučaj. Ne? In potem, dostikrat, ko pride sivi lasi, pa prve bolezni, pa začne tista noga, ki smo jo zadaj pustili, nazaj vleči. Ni neki veliki preklop, velikopotezni preklop na ateizem. Ne? Ateizem ni zmagovita ideologija. Je ena drža, mnogi jo imajo, zlasti intelektualne, umetniške elite so rade ateistične, ne? Ampak ni pa prevladojoča drža, niti v Evropi ne. Torej, bolj neka verska brezbrižnost. Če bi dal en slovenski izraz, neki vseenizem, vseeno, ne? Kakšni so pa trendi za svetovno katolištvo v 21. stoletju? Tu se bom zdaj obrnil na tegale avtore, John Allen, Prihodnja cerkev. Te knjiga ni v slovenščini, je pa v nemščini, jaz jo imam v nemščini. On je leta 2009 napisal o 10 trendov, ki se bodo v naslednjem stoletju gotovo zgodili. Trend, to je tisto, kar zdaj vidim, ne? In za katero lahko gotovo rečem, da se bo zgodilo. Jaz zdaj opazujem sam sebe, jaz imam trend staranja, ne? Jaz se bom čez 10 let gotovo postara za 10 let. Če se pohecam, to je en trend, ki ga vidiš na človeku, ne? On tudi pravi, na cerkvi je enih 10 zanesljivih trendov, ki nas čakajo in ki bodo spremenili podobo katoliške cerkve v prihodnosti. Ta John Allen je zelo tako en religiolog, jaz mu sledim tudi na Twitterju. Zdaj trenutno je bil v hudi, globoki krizi, ker mu je časopis Boston Globe odpovedal financiranje njegovega verskega časopisa, ki ga on vodi. No in potem je bila to cela katastrofa, zdaj prejšnji teden v Ameriki, kaj bo zdaj s tistim časopisom Crux Nov, se mu reče, časopisu, ki ga vodi ta John Allen, in so potem neki vitezi dali skup denar in so odkupili in tak je zdaj časopis rešen. Ampak to je ena taka zgodba iz prejšnjega tedna. No, ta pravi, torej prvi trend je svetovna cerkev. Evropske cerkve, italijanske cerkve, italijanskih papežev, evropskih kardinalov in vsega tega, evropskih misionarjev, to je zdaj obrobje velikega krščanstva, ki se dogaja izven Evrope. Krščanstvo je v porasti, je hitro rastoča religija, glede na religijo,
ampak izven Evrope. In ta svetovna cerkev bo spregovorila in bo spremenila tudi nas tukaj, ne? In prek papeža Frančiška recimo že govori. Papež Frančišek je tipični predstavnik svetovne cerkve, se pravi, ki ni več evropska ali pa evropocentrična. In papež Frančišek ima en stil, recimo, ki nas še vedno šokira. Takrat, ko je bil izvoljen, sem jaz bil v Madridu in je prišel iz Argentine en duhovnik v naš samostan in je rekel, da je šokiran nad tem, kako smo mi, Evropejci, šokirani nad Frančiškom. Je rekel, on je taki vedno bil, mi smo ga takega poznali, zdaj je pač kot papež, taki, kot je bil prej kot škof. Zakaj ste tako šokirani? On je vedno tak bil. Torej, ampak mi smo šokirani, ker pač imamo Evropejci eno drugačno predstavo o duhovniku, škofu, papežu. Papež to je že na pol angel, pol božje bitje, ne pa eden, ki se s katrco pripelja na trg svetega Petra. Dobro, svetovna cerkev. Drugi trend, evangelikalski katolicizem, pravi ta Ellen, pravi evangelikalski, to se pravi, mi bi to lahko prevedli malo bolj bojeviti in tradicionalni katolicizem se bo vrnil. Preveč popustljiva katoliška vera, ki kar naprej nekaj paktira s tem svetom, pa hoče dialog, več ni tako privlačna, pravi John Ellen, Zdaj je bolj privlačna ena taka strogost, resnost in tudi vračanje k starim liturgičnim formam. Če bi hoteli en živi primer tega trenda, je to vaša cerkev, ki ste jo nazaj barokirizirali. Tole. Najprej je bila tipična pokoncilska cerkev, potem pa ste nazaj postavili baročni oltar. To je en taki trend k staremu, ker ni vse staro za stran vreči, ima svojo govorico, ima svojo logiko. Torej, pravi, da bo tega trenda še več. No, tu ima ena slika latinske maše, ki se zdaj vrača na veliko. In zanimivo, mladi katoliški intelektualci imajo radi latinsko mašo. Tretji trend, soočenje z islamom. Tu gor je ena slika, ki je nastala v Parizu. V tistih letih, ko so muslimani kar na ulicah Pariza molili, je potem pariški župan moral ukrepati, da ni nastalo prometnih problemov. In je potem odprl ene take dvorane in to, da so potem lahko molili notri, da še zdaj tam molijo. Torej, soočenje z islamom, to je neizbežno. To je neka tekma dveh religij, če hočete, in tudi srečanje dveh religij. In to soočenje ni nujno slabo. Mi se zdaj tako muslimanstva bojimo, kak prihaja in nas bo pojedlo. Ampak po drugi strani pa nas to tudi spodbuja k naši identiteti. Kdo si? Tako kot mi je rekel eden, ko mu je eden rekel, tako nismo vajeni mi, en musliman mu je rekel, jaz sem musliman, kaj si pa ti? Kaj sem jaz? Jaz sem musliman, kaj si pa ti? To je dobro, če te eden tak vpraša, Zakaj bi se ga bal? Potem pa moraš ti znati dati odgovor. Če boš pa začel, jaz ne vem, kaj sem, si že izgubil. Jaz sem pač nekaj, te pa bodi nekaj, adijo. Evolucija te bo odplaknila, če si nekaj. Malo grdo rečeno, evolucija, ampak pač svet gre naprej, Torej, in lahko tudi pospeši evangelizacijo, v smislu neko zanimanje za evangelije in za krščansko identiteto, to, kar zdaj prihaja, ampak žal to malo prihaja tudi preveč politično sforsirano strani te nacionalistične politične desnice, tega se moramo tudi paziti, Zdaj bodo pa desničarji postali neki križarski vitezi in bodo branili krščanstvo pred islamom. Že recimo pri ruskem predsedniku Putinu vidite malo to smer. Jaz ne vem, če je to zdaj odkritje evangelija, da smo spet križarski vitezi. Viteštvo kot tako je lepo, to je ena moška duhovnost, ampak moramo paziti, da ne bomo iz strahu pred islamom sami sebe radikalizirali in postali neki bojevniki v imenu križa, križarji.
Z islamom se da tudi lepo sodelovati, zlasti na področju bioetike, splav, evtanazija in podobne teme, imamo skupna stališča. Dobro. Nova demografija, to je četrti trend, ki zelo vpliva na podobo cerkve. Tudi nocoj smo tu v glavnem starejši, nad 50, nekaj jih je mogoče pod 50, eni 3 ali pa 2. Ampak tako je stanje zdaj v cerkvi. Ker se prebivalstvo stara, vse če bi bilo zdaj v Mariboru polno fačakov tu po ulicah, bi tudi danes bilo tukaj več, ne? Ampak jih ni. Jih ni veliko. Torej, in ta demografija je vključena tudi priseljevanje. Zdaj smo sicer pod močnim vplivom tega priseljevanja iz Bližnjega vzhoda, iz vojnih območij v glavnem, ne? Ampak tudi ko ni bilo vojne v arabskem svetu, so se ves čas priseljevali, ampak ne skozi Slovenijo, skozi Italijo, pa skozi Španijo pa. In to pride mlada sila, ko išče delo in hoče pobegniti revščini. Predstavljate si jih, to je en taki čoln poln priseljencev, migrantov, ilegalnih, ampak gledajte, to so vsi verni ljudje. Vsi verni. In niso vsi muslimani, pol čolna, lahko so kristjani, zlasti iz subsaharskega pasa prihajajo kristjani. In marsikatera župnija v velikih zahodnih metropolah bi lahko že zaprla duri, če ne bi bilo priseljencev. Priseljenci prinesejo versko življenje, mladino v cerkev. Sama škofija Boston, ki je doživela veliko tragedijo, veliko pohujšanje zaradi onih pedofilskih duhovnikov, ki so jih pred 20, zdaj že skoraj 25 let nazaj, odkrili. Ravno zdaj je film, je dobil celo Oscarja ta film, ki govori o tem. Torej, se je takrat zdelo, da je konec škofije bostonske, ker so mogli vse prodati, da so plačali odškodnino za te pedofilske duhovnike, njihove žrtve. Danes ima Boston polno semenišče. Zato, ker ima nekaj fajn škofa, kardinala, O'Malley, ki je bil celo kandidat za papeža, ne? In zato, ker ima dovolj priseljencev, Špancov, ki potem nafilajo župnijo in iz njih pride tudi poklici. Tako da se, veste, človek obrača, Bog pa obrne. To še vedno velja. Torej, tudi ta nova demografija se bo zgodila in kaj čemo, tak bo, se je vedno zgodilo. Maribor pred 120 leti je bil tudi bolj nemški, kot je danes, ne? Ja, pa zdaj slovanski. Bo pa čez 100 let, evo, pa bo malo še arabskega zraven. Pa še dobro hrano imajo Arabci, brez skrbi. Ne bo vam slabo, če vam bodo oni kuhali. Sem bil v Palestini, pa smo samo dobro jedli. Torej. Več prostora za laike, to je en trend, ki je sigurn v naši cerkvi. Itak drugega Vatikanskega koncila delamo na tem, ampak zdaj bomo tudi prisiljeni res dati prostor laikom, ker duhovnikov enostavno ne bo več veliko. Mi smo v bistvu precej razvajani na severni polobli. Mi smo pač bili vajeni na tak, bi rekel, nekje na 1000 ljudi duhovnik. To smo bili vajeni zadnjih 200 let. To je bilo nekaj izrednega v zgodovini duhovnih poklicov, da je bilo toliko duhovnih poklicov na število vernikov. Ne? Jug, kjer je danes krščanstvo najbolj živo, pa najbolj napreduje, nima toliko duhovnikov na število vernikov, kot imamo še vedno mi. In tukaj imate recimo ena podoba ene brazilske župnije, gledajte, tu je župnik, to so pa vse katehisti, katehistinje. Tam ima župnik po 20-30 tisoč ljudi v župniji. Kdo drži celi sistem gor? Ja, prostovoljci. Katehisti, katehistinje. To so mladi ljudje, ne? In to, da delaš za župnijo, je ponos, veselje. Delaš zastonj sicer, ampak delaš 1 uro otrok, imaš 1 uro verouka, otroške verouka na teden, 2 mogoče, ne? In vsak malo in na koncu nekaj velikega nastane. Mi imamo v Evropi še veliko tega klerikalizma, zlasti v vzhodni Evropi, ne, kjer, če ni duhovnika, se nič ne zgodi. Še muha, ki leti prek farnega dvorišča, mora vprašati dovoljenje župnika.
To je en taki zanimivi graf tudi o teh laikih, ne, pa tudi ta številka, gledajte to številko. Sever, to so podatki iz leta 2009, torej zdaj niso bistveno drugačni, so malo povečane številke, to ja. Torej, severna polobla, se pravi Evropa, 200 milijonov katoličanov, ki imajo na razpolago 270 tisoč duhovnikov. Južna polobla je 800 milijonov katoličanov in imajo na razpolago 135 tisoč duhovnikov. Pa oni najamrajo krizi duhovnih poklicov, tako kot mi fejste. Torej, ali pa ta graf, torej, to so Združene države Amerike, leta 65, število vernikov v milijonih, ne? Torej, 48 milijonov vernikov, bilo leta 65, danes jih je skoraj 80 milijonov. Tako zelo so zrasli katoličani v Združenih državah Amerike in danes vsi predsedniški kandidati hočejo nagovarjati katoliško skupnost, ker je izjemno močna in vedno bolj vplivna v ZDA. Ne? ZDA, ki so po tradiciji protestantska država, morate vedeti. Torej, ampak, gledajte, v istem času pa število duhovnikov, to pa v tisočih, ne, od 60 tisoč padlo na 39 tisoč v 50 letih. Število duhovnikov dol, število laikov gor, vernikov. In sistem vseeno funkcionira. Šesti trend, biotehnična revolucija, cerkev se vedno bolj sooča z novimi tehnologijami, človeka se bo dalo po domače povedano kupiti v Ikeji, ne, pa še lahko boste naročili, kakšne oka naj ima, pa kakšen karakter, ne bo malo pesniški ali kakšen, ne. Malo se hecam, ampak Francis Fukuyama, to je en tisti filozof, ki je napisal zanimivo tezo o koncu zgodovine, je napisal tudi knjigo Konec človeštva, kjer ta vprašanja značenja. Kako bo konec človeštva? Je tak, da bomo otroke proizvajali. Ne? In ko bo k temu še prišel ekonomski interes, bo to težko in potem bodo vprašanja o človekovem dostojanstvu. Kaj je človek, kaj ni človek? In cerkev mora takrat biti tu, da brani resnico o človeku in se zoperstavi novim mahinacijam, ki pridejo. Tu bojo še velike stvari prihodnjih stoletij. Globalizacija je veliki trend, ki mu nismo ušli in mu ne uidemo. Cerkev se tega pojava, se pravi, da je celi svet zvezan, ne bi smela bati, to je njej, ki itak hoče evangelij ponesti v celi svet, malo tudi na kožo pisano. Ne? Ampak z globalizacijo se pojavijo tudi negativni pojavi, tudi določena ideologija se pojavi ali pa določeno poneumljanje, uniformiranost, ne, izgubljanje lokalnih tradicij. Papež Frančišek o tem govori v encikliki Laudato Si, govori, ne, da če izumre ena kultura, je hujše, kot da izumre ena živalska vrsta. Ne, ko izumre en tip nosoroga, je to svetovna novica, ampak če pa izumre pohorska kultura, da ni več pohorcev in njihovih pravljic in njihovih zgodb in njihovega nagovora, je to tudi en udarec raznolikosti sveta. In z globalizacijo se to dogaja, da kulture izginjajo. Ne? To je zavest o varovanju okolja sem že omenil, ne vem, 50 let nazaj se nihče ni spovedoval, da meče smeti v Dravo. Zdaj si jih nihče ne upa vreči. Če pa bi jih vrgel, pa bi jih pri spovedi povedal. Hočem povedati, pred 50 leti še nismo imeli moralnega čuta do narave tako močnega, kot ga imamo danes. In varovanje okolja postaja vedno bolj del naše duhovnosti. In to tudi spreminja cerkev od znotraj, ne? Da je torej neka vrste ekoteologija se pojavlja, ekokateheza. In tu pa imamo zlasti v tej encikliki Laudato Si, ne, to veliko pričakovanje ali zahtevo, ki ima papež Frančišek, da se spreobrnemo od potrošništva in da se odločimo za solidarnost. Kako bomo varovali okolje? Spreobrni se od potrošništva. Odloči se za solidarnost. Kako se naj spreobrne od potrošništva? Ja, ko odpiraš pipo z pitno vodo, tam se začne. Kak znaš?
ko mečeš stran smeti. Kdaj je Maribor najbolj umazan? Takrat, ko so študenti najbolj veseli, na lampiončkih. Ne? Kultura odmetavanja. Pa, uživaj. Saj jim bo občina spucala za mano. Ne? To je defekt v naši kulturi. Ta logika, da lahko stran mečem, uničujem. Potem vprašaj se, kaj imaš na sebi oblečeno. Ma kdo danes v tej cerkvi na sebi oblečeno nekaj, kar je bilo narejeno v Sloveniji? Ne vemo. Ne vemo, verjetno ne. Ma kdo kaj na sebi, kako je narejeno v Evropi? Mogoče nekje tam v Romuniji, v Moldaviji, ne vemo. Večina stvari je narejenih v Aziji. V Bangladešu se v strupih umirajo fantje, ko barvajo blago, ki potem gre v kakšne tovarne, kjer zaprejo delavke za ključavnico, ko je bil tisti požar, ko se niso mogli rešiti, ker so bile s ključavnico zaprte. Zato, da je v vašem kiku poceni. Zato je to. Zaradi vas. In Frančišek hoče, da se to vprašate. Da odreagirate. Ne? Zahtevate pravičnost za cel svet. In obenem seveda z to solidarnostjo in s to veliko revolucijo, torej, ali pa očiščenjem, da gremo stran iz potrošništva, tudi mi varujemo okolje. 9. trend je bolj politični trend, večpolarni svet nas čaka, ni več samo Amerika, ne? Zdaj se govori o 5 velikih deželah, torej, ki bodo oblikovale prihodno stoletje, torej Amerika, Rusija, Kitajska, Brazilija, Indija. To so sile, ki rastejo, ki imajo tudi dovolj prebivalstva, dovolj moči v znanju, v industriji, so dovolj perspektivna. In te sile bodo oblikovale svet. Recimo, moj red, klaretinci, ne? Imamo zdaj misijone v subsaharskem pasu, v Čadu, recimo, ali pa v Južnem Sudanu. Pa sem potem šel gledati, kdo so misionarji, ki so tam. Indijci. Evropejcev več ni. Indijci, ne? Torej tudi v cerkvi se že ta moč teh novih žarišč. Zdaj pa še se zamislite, kaj se bo zgodilo, ko bo Kitajska doživela versko svobodo. Kako se bo tudi cerkev spremenila. Ko bo kitajski element še prišel v njo tako močneje do izraza. Torej, to so velike stvari, ki nas čakajo in cerkev je tudi tu pred novimi diplomatskimi izzivi, ne? In podobno. In zadnji trend, bolj duhovni trend, o katerem sem ga že omenil, pa je to binkošno gibanje. To je eno gibanje, ki je ali slavilno gibanje, pri nas se najbolj izraža v prenovi v duhu. To je gibanje, ki je v porasti. Po enih podatkih naj bi bilo 40% svetovnega krščanstva tega tipa. In tudi tisto, ko se hitro širi krščanstvo, recimo tajno, podtalno, nekje na Kitajskem, je dostikrat to. In to so kitajski karizmatiki, vidite, v molitvi. In seveda binkošno gibanje samo prenaša tudi ene spremembe v teologiji, v pastorali in v liturgiji. Binkošno ali karizmatično. Ne? V teologiji se vrača apologetika, se pravi obramba katoliških resnic pred modernizmom, v pastoralo recimo vrnitev eksorcizma, ko smo mislili, da ga več ne bo, da to za stare cajte bilo, liturgija, glasba, ples. Svetovno krščanstvo, torej, če zaključim malo to projekcijo rasti, ne? Krščanstvo je edina zares globalna religija. Ima svoje avtohtone predstavnike v vsakem narodu sveta. Potem krščanstvo najbolj napreduje v pogojih verske svobode. Če je verske svobode več, tudi v azijskih in afriških državah, v tistih državah, kjer so recimo večinski muslimani ali pa hindujci ali pa budisti, če je verske svobode v teh deželah dovolj, krščanstvo napreduje. Papež Janez Pavel II, ko je hodil, ko je obredel ves svet, vse posod je vprašal po verski svobodi. Ne za manj. Ker verska svoboda daje pogoj za razcvet krščanstva. Zamislite si eno arabsko državo, en Irak ali pa en Iran,
s popolno versko svobodo, potem bi hitro začelo cveteti. In eni podatki, recimo iz Irana, govorijo o rasti krščanstva. Tam še vedno živi 1 milijon kristjanov v Iranu, rastejo. Eni podatki iz Maroka govorijo o rasti krščanstva v Maroku, tako rekoč v ilegali. Zdaj pa si zamislite, da prije verska svoboda, da si ti lahko kristjan in da prestopiš iz ene vere v drugo, ne da si kaznovan, se zgodi lahko še dodatni razcvet krščanstva. Torej, prizadevajmo se tudi za versko svobodo. Evangelija še niso slišali samo v tem delu sveta, vidite? Tu notri. To je dejansko geografsko gledano, površinsko gledano, je to 1/3 sveta, da še ni slišala evangelija. Ampak v tej 1/3 geografsko gledano sveta je pa 2/3 človeštva. To so in tudi največje religije. Islam, hinduizem, budizem, konfucionizem, taoizem, torej šintoizem, ni največja, ampak je pa na Japonskem pomembna, torej so v tem oknu med 10. in 40. sporednikom, tako da protestanti recimo imenuje to okno 1040. To je okno, kjer še evangelija ni bilo. Če se povrnem malo nazaj, tako evangelij se je tu začel, torej, in potem je šel v Evropo in v Srednjo Azijo najprej, potem je v Srednji Aziji zamrl v srednjem veku, se je islam razširil, potem tam okrog leta 1300, 1400 je bilo krščanstva zelo malo, v bistvu samo v Evropi, no po letu 1400 pa se začne velika eksplozija krščanstva. Amerika najprej, Afrika, Oceanija, vzhodno pravoslavno krščanstvo pa plane čez celo Sibirijo tja dol do Alaske. V zadnjih 500 let se je krščanstvo objelo svet. Krščanstvo je tudi najbolj preganjena religija. Nobena druga ni toliko preganjanja, kot je krščanstvo. Tega se zdaj zavedamo vedno bolj in bolj. Sicer tam, ko je najhujše preganjanje, ni podatkov in potem novinarji so vedno v stiski, kako poročati o preganjenih kristjanih, če pa ni podatkov, pa novinar tja ne sme. Recimo, ne upajo si novinari hoditi po severni Nigeriji, ko vsakodnevno ubijajo kristjane, ti teroristi Boko Haram. Ne umorejo novinari iti pogledati stanje v Severni Koreji, kjer je imeti svetopismo smrtna kazen že lahko. V Severni Koreji, tam je najhujše preganjanje kristjanov, 6000 kristjanov naj bi bilo v koncentracijskih taboriščih. In potem so še drugo, ta islamska država, genocid, Sudan, sistemsko uničenje krščanstva, Pakistan, Irak, atentati na krščanske cerkve, Afganistan, smrtna kazen za spreobrnjenje v krščanstvo še vedno, Indija, Vietnam, napadi na krščanske vasi, še par let nazaj so v Vietnamu križali kristjane, zažigali vasi in križali kristjane. Te stvari niso šle okrog. To so potem na specializiranih tehle krščanskih portalih pa medijih so te novice potem prišle ven. Nigerija, napadi na cerkve, Butan, Maldivi, Iran, prepoved krščanskega oznanila, Maldivi, eni hodijo tja na morje, Saudska Arabija, prepoved bivanja na območju države, kristjan ne more živeti, Saudska Arabija, svetozemlja, islamska, Bližnji vzhod, tihi eksodus kristjanov, to neverjetno, gledajte, leta 2003 so Američani napadli Irak, od takrat je 1 milijon kristjanov manj. In to so tudi kristjani, ki še govorijo Jezusov jezik, aramejščino, stare skupnosti. Ko smo še mi kameje metali v medvede, so oni že častili pravega Boga. Razumete? Torej, gre res za veliko tragedijo. In tudi sama Evropa, ideološko šikaniranje kristjanov. Islam je toleriran, kristjan pa napaden. Zdaj so naenkrat vsi začeli poklekati pred islamom, tako počasi že se vedno bolj sklanjajo. Muslimanka z ruto je bolj tolerirana kot kristjanka z enim lepim zlatim križem. Ko vemo, ko so v Angliji recimo mislim, enkrat pa medicinska sestra, enkrat pa ena stevardesa, ko so ji prepovedali nošnjo križa, da ne bi žalila drugačnih. Ok, potem pa še daj muslimansko ruto prepovej. A tega si pa ne upaš,
Je pa tudi muslimanska ruta tam iz verskega razloga. So rute tiste lepe. Se jih muslimanke znajo tudi fajn naštimati, da lepo izpade. Ampak hočem povedati, toča religija. Philip Jenkins je zapisal, to je en drugi avtor, ta knjiga pa je v slovenščini, imenuje se Novi krščanski svet, je napisal, da je lahko leta 2100 že polovica svetovnega prebivalstva krščanske veroizpovedi. Vse prej kot depresija. Torej, no. In povprečen kristjan je danes tako: ženska, stara 28-29 let, temnopolta, na južnem polobli živi in revna. To je povprečen kristjan. In v Evropi je povprečen kristjan je ženska, to še je isto, potem pa belopolta, stara 60-65 let in 3-krat na dan je. Ker ima hladilnik. Torej, tak. Jaz sem zdaj tudi o tem napisal uvodnik v velikonočno družino, te pa mi je urednik napisal nazaj, si pa optimističen. Ne? Ampak podatki so taki, ne? Krščanstvo pač v svetu cveti in tudi v Evropi ni v totalni depresiji. Ok, zdaj bomo pa za konec še hitro malo preleteli skozi Slovenijo. Kaj lahko pričakujemo v Sloveniji? Sigurno bo ta proces sekularizacije šel naprej, s tem se moramo sprijazniti. In tudi v vaših družinah to lahko opazujete. Mladi se oddaljujejo od vere, ne zavržajo popolnoma verske tradicije, pripadnosti, ampak v glavnem Bog jim ne pomeni veliko. Ena lepa definicija sekularizacije je živeti, kot da ne bi bilo Boga. Ne živeti, ker ni Boga, ampak živeti, kot da ga ni. Ni pomemben. Ne? In to se bo nadaljevalo. In ta sekularizacija bo imela tudi včasih kakšne agresivne izpade proti veri. Recimo tu imate tudi en taki plakat, ki je proti vsem religijam usmerjen. Ne? Tako da s tem se bomo morali navaditi živeti. Ne? Čeprav seveda moramo pričakovati in zahtevati strpnost do nas, ne? Ker običajno tisti, ki sebe razglašajo za zelo strpne, pozelenijo od jeze, ko srečajo kristjana. Tresajo se. Enkrat so se pelali na vlaku, pa ena ženska se tresla, ko je drugi razlagala, da ne razume ljudi, ki hodijo k maši. Je rekla, jaz bi šla tja, pa bi jih zagrabila, pa bi jih ven potegnila. Kaj so tako nori, da hodijo v cerkev? Tresla se je zraven, kako se je razvnela. Ja, okej. Jaz sem kar tiho v smislu, kaj se bo napadla, zdaj če izve, da sem kristjan in duhovnik. Okay. Ohranjanje določene katoliške tradicije. Evo, en trend ali pa eno dogajanje, ki ga opazujemo zlasti zdaj za praznike, Velika noč, Božič. Marsikaj crkne, tradicija ne. In tradicija ima vlogo žerjavice pod pepelom. Lahko smo zelo kritični do tradicije, da je površna, da je navada, da je prazna, ne? Ampak je neka žerjavica pod pepelom. Zdaj, za Veliko noč bo nekje 80% Slovencev jedlo šunko, hren, jajco, pa ko lahko to vsak dan je, ni problem, ne? Zakaj glih za Veliko noč zjutraj? Ja, tak je bilo, tak je prav. In zakaj glih žegnano? Ja, vidite, pa smo tu, ne? Torej, mislim, da je en hrvaški pregovor, ki pravi, ne, bolje, da umre človek, kot da umre tradicija. Torej, če umre človek, potem umre človek in smo žalostni. Če umre tradicija, lahko umre narod. In to zanimivo, da ti katoliški tradicije ali pa neki običaji zdržijo pod pritiskom sekularizacije. To dejstvo je zanimivo tudi izven Slovenije, v Španiji opažajo ali pa v Italiji, pa v Nemčiji isti pojav. Marsikaj se je podrlo, cerkvene klopi so se sprazne, ampak nekaj tradicije so pa ostale. Potem krčenje na majhna jedra, moč in privlačnost jeder. Ne? Zdaj, vidite, ko se je malo, vas naj bo še manj, pa namesto, da vsak za sebe zmrzuje tu v klopi, se date v krog na toplem, ob enem kaminu pa se o veri pogovarjate. Evo, to je malo jedro. Ne? In iz tega začnete črpati svojo vero, jačati in iz teh malih jeder ven izžarevati. In teh malih jeder ali teh skupin
ni tako malo v slovenskem prostoru, ne, Sveti Duh, bi rekel, že odgovarja na krizo. Zakonske skupine so v porasti, nekje 400 zakonskih skupin v Sloveniji, še 20 let nazaj jih ni bilo toliko daleč, polovica manj. Karitas, skupin Karitas je prek, mislim, da 430 celo. In to je skupina, ne. In Karitas ni samo dati konzervo nekomu, ampak tudi se izobraževati, skup moliti, duhovne vaje imeti. No in povsod, kjer govorimo o novi evangelizaciji, govorimo o moči takih skupin. In nujnost, da se dobite skupaj. Vete, ko nas je dosti skupaj, pa ko eden tu z mikrofonom nekaj trobenta, pač poslušate. Če se vas pa 10 sede v krog, pa se pogovarjate in izražate svojo vero in se pogovarjate o Bogu in jo jačate. Vera, ki jo izraziš, ki jo poveš, ki jo zaupaš drugemu, se ti pojača, tebi. Četrti trend tudi v Sloveniji je tisto, kar je svetovni trend, laiki in družine, nosilci nove evangelizacije. Ne čakati na župnike, ne čakaj na maj, ne čakajte na župnike. Ne bo jih, Bog je rekel, da je več ne bo toliko. Amen. To je zdaj že jasno. Vse lepo, da še molite za duhovne poklice, nadaljujte. Ampak duhovni poklici so vsi cerkveni poklici, ne? Tudi katehisti, katehistinje, družinski oče, ne? Tudi to je oblika duhovne poklicanosti, ena neka vrsta karizma, družinska mati. O tem tudi v slovenski dokument prijete in pogledajte, piše o vseh teh velikih poklicanosti. Ne? Duhovnik bo v prihodnosti duhovnik, duh, mož duha za duhovne stvari, se pravi voditelj bogoslužja, evharistije, varuh evharistije, svetovalec, tolažnik, cerkev, evangelizacija, ki se pa mora dogajati izven teh zidov, ne? Tisto pa je na laikih. Ni prva dolžnost krščanskih laikov, da so pridni v župnijah. Ni. Prva dolžnost krščanskih laikov je v njihovih družinah in na delovnem mestu, da živijo evangelij. Če ste pa pridni v župnijah, juhuhu, toliko boljše, ne? Ampak prva dolžnost je tam zunaj. Ne? Nekdo od vas tudi ima karizmo, da dela v župniji, da ima verok, da ima to ali ono. Torej, reorganizacija župnij, dekanij in škofij, tudi to je ena taka naloga, ki nas čaka s temi velikimi spremembami. Ne? To je ena slika Koniške dekanije, z Koniške gore dol, taka ena lepa slika, tu zadnje je Pohorje, vi ste tu neki pod temi oblaki, tule Maribor. Torej, mi smo zelo vajeni, ne, da smo župnije, ki jih imamo, smo jih tako rekoč sakralizirali, ne, vsako župnijo razumemo po božjimi mejami, točno tu. In božja volja se ne spreminja. Ampak ni tak. Božjega prava je škofija, škof je naslednik apostolov. Škof mora biti, da je cerkev. Župnik ni nujen, ne, teološko gledano. Škof mora biti, da je cerkev. Tam, kjer je škof, tam je cerkev. Torej, in tudi župnije lahko tudi malo drugače se organiziramo, ali pa, ne bom rekel župnije, lahko neka pastoralne enote, neke skupine, vasi skupaj v eno občestvo. Ne? Ampak to v Sloveniji ni lahko. Jaz sem enkrat v nedeljo šel iz Fare, pa nisem našel zamenjavo za drugo mašo. Pa sem se nekaj časa sekiral, ker pač ni bilo duhovnika, ki bi me zamenil za drugo mašo. Potem sem pa eno nedeljo prej pač oznano, ne bo druge maše, ljudi. Ena župnija, tam ko sem ja župnik, ena župnija je gor par kilometrov stran, druga je par kilometrov stran, tretja tudi par kilometrov stran, vsi imajo avte, idite nekam tja. Pa sem potem vprašal, če so šli, niso šli, ena ali dve družine. Ja, zakaj niste šli? Ja, če gremo tja, smo pa prišljeki. Ne? Vsak bi se svojega turna držal. In to imamo to mentaliteto, ne? Se bojimo nekam tak. Ampak pravim, gledajte, Bog je za te hude čase naredil en izum. Za te hude čase, ko ni dovolj duhovnikov, ko ni več maš pri vsaki kapeli, je nam dal v roke čudoviti dar, ki se mu reče avto.
uporabite ta božji dar. Tekma z islamom, tu sem dal vprašaj, boljši izraz bi bil srečanje z islamom, seveda, ampak zdaj so situacije malo napete, ampak gotovo neka taka tudi zdrava tekma z islamom se bo v slovenskem prostoru zgodila, ker bo islama enostavno več zaradi priseljevanja in zaradi demografske krize, ki jo ima Slovenija. Da bi islam kar prišel pa pohrustal to našo ljubo Slovenijo, to se ne bo zgodilo. Strah ima velike oči, to kar tak ne gre. Je pa gotovo, da ga bo več. In najverjetnejši scenarij je, da se bomo pač naučili živeti z njim. In to je najbolj pravilno. Vsi že imate kakšne prijatelje, ki so muslimanske veroizpovedi, pa veste, da se da normalno živeti z vsakim. In torej en taki recept, kako se živi z drugače verujočim, nauči se najprej njegove praznike. 2-3 praznike, ki jih ima na leto, in se nauči čestitati mu za te praznike. In pričakuj, da bo on tebi čestital za tvoje. Tako da spoštujete drug drugega v veri. Potem pa naj se pokaže, Še enkrat bi tisti Klodelov, od Pola Klodela, tisti recept, ki sem ga tu v spovednici prebral, ravno na temle biltenčku za duhovne poklice, torej ne govorite o Kristusu, če niste vprašani. Živite pa tak, da boste vprašani. Zdaj, s temi prijatelji muslimani ni tako težko živeti, tako nagneš kupico vina in on te vpraša, kako to ti lahko to piješ? Kako to, da lahko ti to piješ? To so mene vprašali. Kako to, da ti lahko to imaš pri maši, ko pa mi ne smemo? Vi pa celo mašo imate z vinom. Za nas pa taki greh. Kako to? Hočem vam povedati, da v sožitju in srečanju vprašanja sama pridejo ven. Mi pa bomo tudi njih vprašali, kako to, da vaši otroci kar molijo, naši pa ne več. Kako to? In oni bodo veseli, da so sprovocirali to vprašanje pri nas. Torej se verstva srečajo, soočajo in grejo naprej. Je pa tudi seveda neka tekma z tega srečanja. In še predzadnjo vprašanje, evangelizacija in pluralizem. Tudi to se moramo bolj navaditi, kot smo vajeni. Družba je pluralna. In to ni slabo. Evangelij se je začel v pluralni družbi ampak rimskega cesarstva, ki je imela sicer eno osrednjo strukturo, neko osrednjo religijo, ampak je dopuščala svobodo vseh ostalih religij. In to je bilo dobro za krščanstvo, ker se je lahko razširilo. In dobro je za družbo, če je tako kot tu, vidite, kakšna je solata, če imate samo papriko. Paprika pač, taka. Če pa imate papriko, paradajz, fižolo, peteršilj, pa še kako začimbo, kakšna je solata, veliko boljša. In tako je tudi to v družbi. Različnost nas bogati. In še zadnjo vprašanje, in to je tista slika, ki sem jo že tudi včeraj, oziroma predvčerajšnjim pokazal, ali včeraj. To pa je vprašanje Boga. Tudi slovensko krščanstvo ima globoko v sebi, če temu tako rečem, težavo z Bogom. Če so danes otroci neverni ali jih Bog več ne zanima, to se jim ni zgodilo zato, ker je z Marsa prišla ena ladja in jih posipala s prahom nevere. Ampak zato, ker so v naših družinah počasi dozoreli do tega stadija, da niso več verni. Kaj se je pa zgodilo v naših družinah v zadnjih 100 let? Da je postopoma se to, da je Bog izginil, 100 let nazaj moramo iti, in vprašati, kako podobo Boga smo gojili zadnjih 100 let, kaj smo Bogu zamerili, da nam je tako težko o njem govoriti in podobno. To vprašanje o Bogu ga bomo morali načeti ne samo v cerkvi, kjer itak non-stop o Bogu govorimo, ampak načeti pri sebi, v družini, razčlenjevati, razmišljati, prositi za razsvetljenje in za ozdravljenje tega odnosa človek-Bog. Ker se je, kot sem dejal včeraj, ob tej podobi, tu se je zgodilo nekaj strahotnega
Človek je doživel v zadnjem stoletju en napad zla, kot ga še nikoli prej v zgodovini ni. Bil je sposoben hudega zla in bil je žrtev hudega zla in to je gotovo poškodovalo njegov odnos z Bogom. Torej, velika naloga je pred nami. Ampak zaupajmo, evo, Gospodovo krdela se tudi zbirajo skupaj kdaj, mladina pride v stični skupaj in jih je več tisoč in počastijo Jezusa, ki pride med njih pod podobo kruha. Tako da to je ena slika optimizma za naprej. Pa hvala lepa.